V neposredni bližini zdravstvenega doma oziroma osnovne šole Franceta Prešerna bo stalo novo avtobusno postajališče. Omenjena lokacija je bila potrjena na seji mestnega sveta že leta 2014. Zdaj pa je na vrsti sprejetje prostorskega akta, ki določa tamkajšnjo prometno ureditev, gabarite objektov, število parkirnih mest, obseg zelenih površin, ureditev prehoda za pešce in še kaj. To je tisto, kar bo naslednjo sredo, o čemer bo mestni svet odločal. Ne govorimo še o financiranju, ne govorimo o investitorjih, govorimo izključno o prostorskem načrtu, ki ima že kar nekaj zgodovine. Vse skupaj se je začelo s potrditvijo urbanističnega načrta v letu 2009, torej 7 let nazaj, kjer je urbanistični načrt predvidel, da bo avtobusni terminal na lokaciji Zlatega polja. Podrobni prostorski načrt oziroma prostorski akt torej podrobneje določa, kaj vse bo vseboval projekt Nov avtobusni terminal. Pri tem pa upošteva trajnostno mobilnost, urejanje prometa, širitev zdravstvene dejavnosti in razvojni potencial mestne občine Kranj. Sem spadajo nova delovna mesta, 2000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov in več parkirišč. Pri projektu so še dodatno poskrbeli za varnost šolarjev. Rešitev? Na tem delu je predviden podhod, pod katerim bodo lahko osnovnošolci, pa tudi dijaki šolskega centra in gimnazije Franceta Prešerna varno prišli do svojih šol. Z avtobusa v šolo. Projekt Nov avtobusni terminal, pri katerem ne gre zgolj za novo postajo, ampak veliko več, uživa tako podporo politike kot tudi širše javnosti. 91,8 anketiranih se strinja s tem, da Kranj potrebuje nov avtobusni terminal, 5,4 pravi, da ne, in 2,8 se jih ni opredelilo. Torej, nad 90% podpora. Seveda pa to še ni dovolj. Ključno je bilo vprašanje izbrane lokacije, torej ali se krajani strinjajo z izborom po mnenju stroke najboljše možne lokacije nove avtobusne postaje. 79,6% anketiranih meni, da da, 17,2% da ne in 3,2% so neopredeljeni. Po prvih izračunih bo projekt težek 33 milijonov evrov. Skratka, od celotnega projekta se mestne občine Kranj tiče polovica krožišča in pa izgradnja terminala, pa še to računamo, da bomo iz 3 virov. Prvi vir so celostne trajnostne naložbe, kjer imajo mestne občine možnost pridobiti evropska sredstva. Kranj bi v tem projektu lahko dobil 11,5 milijonov evrov. Drugi vir so občinska sredstva in tretji javno-zasebno partnerstvo. Po grobih izračunih naj bi z deli začeli čez 2 leti.